univerza ima sklad za zagotavljanje likvidnosti članic, s katerimi se bodo zdaj članice srečevale, zato morate podrobnosti vprašati na univerzo. Jaz sem bila v petek pri prorektorju, ki nadomešča sedaj rektorja, so zagotovili, da izplačilo plač 5. avgusta bo, se pravi primanjkljaj bo univerza nekako še uspela pokriti iz rezerv. Ne vem pa, kako se bo dogajalo naprej, kakšni bodo pogoji za pridobitev sredstev iz sklada za likvidnost fakultet, kajti če bi to pomenilo, da moramo narediti, bom rekla takole, sanacijski načrt, kako se ukalupiti v tale sredstva, ki jih dobimo. To pomeni, to, kar sem danes prikazala, pravzaprav v najboljšem primeru obdržanje samo enega študijskega področja na fakulteti za naravoslovje in matematiko, kar pomeni, da ta fakulteta kot takšna nima smisla več, glede obstoja. Če bi želeli sedaj poslovati v teh okvirih, pomeni, da imamo približno tretjino zaposlenih preveč. Če pa izhajamo iz števila zaposlenih, ki bi lahko ostali, je tole pravzaprav en študijski program. Še tole bi morda povedala. Jaz srčno upam, da bodo vsi mladi zdaj tole razumeli tako, kot je dejansko mišljeno. Namreč upor proti ukinjanju takšnih študijev, da se ne bo nihče ustrašil vpisati se na našo fakulteto, ampak bodo naša prizadevanja pravzaprav za zadržanje javnega šolstva na področju naravoslovja in matematike podprli z tem, da pridejo k nam študirati in tudi z tem, da dvignemo nivo diplomantov z tega področja v Republiki Sloveniji, kajti jaz mislim, da takšna razmišljanja, ki smo jih zdaj deležni strani vlade, so posledica tudi tega, da imamo premalo izobraženih s področja naravoslovja in tehnike.